Lara, ti si se odločila, da v bistvu ne boš imela otrok in to je v bistvu zelo pogumna odločitev v današnjem času, ko okolica ne gleda tako v bistvu sprejemanjem na tako odločitev, ne? No, to je pogumna odločitev žensk že iz zgodovine. Ampak moram sam popraviti, da jaz pravzaprav se nisem čisto odločila, da ne bi imela, ampak se je tako nagodilo in zgodilo. Je pa res, da če sem potem sebe globoko v sebi malo iskreno vprašala, sem bila tudi tako pol-pol. Če bo, če pa ne, pa tudi v redu. Ker ne vem, jaz sem taka ustvarjalka, da se mi zdi, da sem skozi malo imela v malih možganih, zdaj zelo brutalno, iskreno rečeno, joj, ustavil me bo ta otrok, ne. Kar se zgodi, ampak ne smeš tako razmišljati, ne, se je normalno. No, starejša, ko sem bila, težje mi je bilo. Potem sem se pa jaz pač odločila in sem se celo z mojim ginekologom pa še z marsikom pogovarjala, pa rekel, veste kaj, vi ste tako dejavna, marsikatera ženska tudi z otrokom kompenzira svoje življenje, kakšen manko, vi tega ne rabite, zagotovo ne. In tako naprej, tako mi je dalo malo misliti in sem tudi razmišljala, pa se nismo vse ženske enake. Jaz mislim, da ta svet rabi tudi tete. Jaz vedno pravim in da jaz sem zelo rada teta, zelo, otroci me imajo radi, jaz njih, tle sploh ni dileme. Ampak zakaj bi morala ženska, če nekako se ne čuti imeti, zato ker to hoče družba, starši, cirku? Ne, ker mislim, da narediš največjo škodo sebi, partnerju, otroku, vse. Bodite pogumne, če začutite, pač ni. Bomo tete, vse rabimo.